za razliko... Vsaka slovenska cesta, kot veste, je osrednji del najdaljše mestne magistrale, Ljubljane, je glavna ulica glavnega mesta. Podoba glavne ulice pa daje od začetka do konca vide zapuščenega, propadajočega, izumirajočega, na mnogih mestih kot v vojni poškodovanega javnega prostora. Prepuščenega vsakačne oblike stihije. Večkrat v razpravah smo rekli, da to je resen prostor, ki spominja na, ki je bil vzdevek Gaza Ramala, kakor spominja na podobe, ki filmov in televiziji, podobe vojne. Še hujše pa je, če se zavedamo, da seveda tako neurejenega prostora nimajo glavne ulice. Ne srečamo niti v Zagrebu, niti v Trstu, niti v Gradcu, niti v Celovcu. Skratka, mislim, da je tudi potiranje. Skratka, stanje slovenske ulice je po moje pravo zrcalo odnosa, s katerim mesto in država cenita vrednote in pomen javnega prostora, s katerim se predstavljata in na nek način je tudi izraz nesposobnosti vzajemanja urejanja javne zavede. Skratka, javni prostor ni več ena posebna vrednota, mi jemljamo takove cesto kot prehodno prostor, skozi katerega se vozimo gore in dole, ne pa kot prostor, ki se srečujemo, kjer je socialno prizorišče, kjer lahko ustvarjamo in ki bi ga seveda lahko z kulturnejšo rabo napolnili. Poskušali simulirati osrednji del slovenske ceste tudi kot prihodno površino za pešce. Predvideli smo trajne začasne ureditve, predvsem pa smo se poskušali nasloniti na vlade naslovljane ljudi in z komplementarnimi arhitekturnimi, krajinskimi, oblikovalskimi, grafičnimi in samostojnimi umetniškimi projekti in instalacijami pravzaprav z malo sredstva, pa z veliko volje in ustvarjalnega poguma ta prostor nekako obogatiti za ta čas, nadati novo življenje, nadati novo vsebino. Že bi začeli. Zapravo do konca predsedovanja v bistvu ne bi se stvari. To je projekt, ki bi ga izvajali tudi med tem, ko bi že predsedovali v Evropski uniji. Lahko finančno konstrukcijo možemo narediti, prej ste rekli 1,3 za obnovo Ljubinske, ste rekli 2,5 skupaj, 2 milijona... Ja, ker računamo še na možnost, da bi pomagali še z deležem visofinanciranjem drugih stavb. Jaz mi tukaj napisal na slovenski cesti. Požegnano. To je že. Vi pa še nekaj za razliko. Mi še na 400 tisoč. Za razliko profesor Kota kolegi pa še nima prosto vstopa na kolegu za razliko. Ja, tako. Se pravi 2,5 je vse skupaj, vključno s to je ocenjeno. Kar bi mesto dalo? In kaj od tega, čeprav razumem, obnova fasad ne bi bila permanentna, pač ne bi ostalo, so ostalo bi bilo to nekaj instalacija. Ja, tem, kot veste, pri nas financirajo, dajo delež najmanj polovico petarnih lastniki oziroma lastniki stavb. Ne, razumem, pač zanima me kot cel koncept, ne, se pravi, potem, ko bomo predali predsedovanje portugalski... Bodo ostale fasade, strehe, nekaj bo ostane, vsaj to ostane. Stojališča. Nekaj se skupaj, potem je še nekaj, recimo to, kar profesor ni povedal zaključek tega sestanka, da so sami posameznik investitorji rekli, da kljub temu, da država ni v tem projektu ne želi pomagati, da si bojo sami naredili Ljubljano lepše, da ne bomo obupali. In računam, da bojo tudi sami svoje hiše obnavljali, ker dobro veste, da je v projektu na začetku, tam prebivalci so dve novi stavknici, da računam, da bomo šumi uredili, dogovorili z naslednjem po tem mesecu to novo pogodbo, da se bo tudi začel ta kongresni trg in to bo celotno, v bistvu sprememba celotne slovenske ulice pa šla. To, kar se zdaj pripravlja, gre pa za tisto urejanje, ki ne pada pod novo gradnjo, da ne bilo, bom rekel, teh vojnih razmer, kjer te slike našo pa res ne vem, kaj pa bo dal, da je hodil to slikati. Ja, se pravim, da človek je počal, ko se navada, to ne vidim. Je pa res tragedija.